Za vsako žensko je porod edinstven dogodek v življenju, zato je pomemben del vodenja poroda tudi lajšanje porodne bolečine oziroma analgezija, kot temu strokovno pravimo. Lajšanje bolečine med porodom ima nekaj ugodnih učinkov. Zmanjša se stresni odgovor organizma med samim porodom, hitrejše je okrevanje po porodu, večje je zadovoljstvo porodnic in zmanjšana je verjetnost pojava poporodne depresije. Za lajšanje porodne bolečine imamo več metod, ki jih delimo na nefarmakološke in na farmakološke. Nefarmakološke metode, kot so recimo hipnoza in akupunktura, lahko uporabljamo že v pripravi na porod, saj z njimi lahko dvignemo bolečinski prag in zmanjšamo strah pred porodom. Hkrati jih seveda lahko uporabljamo tudi za lajšanje bolečine ob porodu. Med porodom lahko uporabljamo tudi akupresuro, tehnike dotika in masaže v predelu križa, transkutano električno živčno stimulacijo. Prav tako se v porodu lahko uporablja tudi glasba in pa zelo pomembne so tudi tehnike dihanja. Med farmakološke tehnike spada uporaba plina dušikovega oksidula, spada uporaba sistemskih opioidov in področna analgezija. Dušikov oksidul je brezbarven plin, ki ga porodnica vdihuje v mešanici s kisikom preko maske ob posameznem popadku. Uporaba plina lahko povzroči zaspanost, omotičnost, vrtoglavost, bruhanje, slabost. To ocenjujemo kot blago sredstvo za lajšanje bolečine. Kadar je uporaba nefarmakoloških tehnik in dušikovega oksidula nezadovoljiva ali porodnica odklanja epiduralno analgezijo oziroma je ta odsvetovana ali neuspešna, takrat uporabljamo tako imenovano sistemsko obliko lajšanja porodne bolečine, kjer porodnici apliciramo zdravila v krvni obtok. Zato uporabljamo zdravila poznana kot opioidi. Delimo jih na dolgo delujoče, kratko delujoče in zelo kratko delujoče. Meperidin je dolgo delujoči opioid, ki se lahko v telesu porodnice in tudi novorojenčka zadržuje še dalj časa. Aplicira se večinoma v enkratnem odmerku in pri porodnici lahko povzroči zaspanost in omotičnost. Prav tako je tudi lahko novorojenček zaradi uporabe tega zdravila zaspan in težje zadiha. Remifentanil je zelo kratko delujoči opioid, ki ga dajemo v obliki infuzije preko črpalke, pri čemer si porodnica sama s pritiskom na gumb črpalke da odmerek zdravila ob vsakem popadku. Sprva porodnica začuti vrtoglavost in slabost. Remifentanil lahko zmanjša srčni utrip pri materi in pri otroku, ker to zdravilo prehaja preko posteljice. Zaradi upočasnjenega in plitvejšega dihanja se lahko zmanjša tudi nasičenost krvi s kisikom. Zaradi tega pri tovrstnem lajšanju porodne bolečine nadzorujemo ves čas življenjske funkcije porodnice in spremljamo otrokov srčni utrip. Lajšanje bolečine s pomočjo remifentanila porodnice ocenjujejo zelo različno. Najboljše lajšanje porodne bolečine lahko dosežemo z uporabo epiduralne analgezije. Gre za tehniko, ki jo izvajajo anesteziologi. Priporočamo jo predvsem pri prvorodkah, pri katerih porod običajno traja dlje časa in pri umetno sproženih porodih. Prav tako je priporočljiv pri nekaterih internističnih obolenjih in pri obolenjih, ki so povezane z nosečnostjo in porodom, kot je denimo preeklampsija s povišanim krvnim tlakom. Mesto izvajanja in uvedbe epiduralnega katetra najprej očistimo, pokrijemo in omrtvičimo s pomočjo lokalnega anestetika, tako da je samo uvajanje in iskanje epiduralnega prostora povsem neboleč poseg. Ko najdemo epiduralni prostor, damo preko epiduralnega katetra lokalni anestetik in v času 10 do 15 minut porodnica že začuti olajšanje bolečine. Ta tehnika pri porodnici ne povzroča zaspanosti in prav tako ne prehajajo zdravila preko posteljice in tako ne vplivajo na otroka. Pri porodnici lahko občasno pride do padca krvnega tlaka ali pojava glavobola. Zelo redko lahko pri tej tehniki pride do nastanka epiduralnega abscesa, meningitisa ali epiduralnega hematoma. V zelo izjemnih primerih lahko pride do hudi poškodbe hrbtenjače. Zdravila, ki jih pri tem uporabljamo, ne vplivajo na mišično moč porodnice, tako da lahko pri porodu aktivno sodeluje. Ob uporabi te tehnike lahko pride do podaljšanja druge porodne dobe,
Prav tako je večja verjetnost za instrumentalno dokončanje poroda. V primeru potrebe dokončanja poroda s carskim rezom lahko preko epiduralnega katetra dodamo lokalni anestetik in tako mrtvičimo področje potrebno za izvedbo carskega reza. Za dobro lajšanje porodne bolečine je potrebno dobro sodelovanje babice, porodničarja, anesteziologa in anestezijske sestre ter seveda porodnice.